Drage gledalke, spoštovani ljubitelji košarke, dober večer in lepo pozdravljeni iz hale komunalnega centra, kjer čakamo na začetek druge tekme prvega kroga slovenskega košarkarskega državnega prvenstva, in sicer se bosta pomerila domači Helios in Tajfun iz Šentjurja. Gre za obračun zadnjih dveh državnih prvakov. Helios je lani osvojil svoj drugi naslov po letu 2007, sicer malce presenetljivo, a zasluženo zmago proti Zlatorogu v finalu s 3-1. Presenetljivo predvsem zaradi tega, ker je imel Jakša Vulić v končnici praktično na voljo samo 7 košarkarjev, kajti ostali so bili ali premladi, da bi igrali, ali pa poškodovani. Kar nekaj sprememb v obeh ekipah glede na lanski postavi. Jakša Vulić je še vedno trener pri Heliosu, ni več Marjana Čakaruna, katerega so si Domžalčani seveda še kako želeli, da ostane v moštvu, kajti lani je bil najboljši igralec finala. Ni več Jana Močnika, ni več veterana Željka Zagorca in ni več Američana Hughja Robertsona Juniorja. Zato pa so dobili kar nekaj zanimivih košarkarjev in v taboru Heliosa celo pravijo, da je letošnja ekipa še močnejša. Prišli so Čeh Tomaš Kizling, potem Američan Brandon Curry, Kori Remekun je prišel iz Rogaške, Kyle Casey je povratnik v moštvo, pri Heliosu je igral sezoni 2014-2015, povratnik pa je tudi Tomaš Bolčina. O Tajfunu malce kasneje, gremo na kratek oglas, kajti dvoboj se bo kmalu začel. Torej, pri Tajfunu letos ni več trenerja Dejana Mihevca, za katerega verjetno veste, da je odšel v novomeško Krko in z njo v prvi tekmi novega državnega prvenstva v ponedeljek Srednji Stožic gladko premagal Union Olimpijo. Novi trener je 40-letni Spličan Krešimir Bašić. Pri Tajfunu ni več Igorja Tratnika, Marka Pajića, Sandija Čebolarja, ki je odšel v novomeško Krko, ni več Emirja Zimića, ni več Domna Bratoša, ni več Siole Clarka, ni več Aleksandra Ponjevića, ni več Tomaža Bolčine, Jacoba Parkerja in Terrella Parksa. Iz lanske sezone sta ostala le dva košarkarja, Ivan Držić in kapetan ekipe Milan Sebić. Novi pa so Mirza Sarajlija, nekdani košarkar Uniona Olimpije, Američan Frederick Thomas, potem še en Američan Malcolm Grant, Dejan Milošinović je prišel iz Rogaške, Martic Maček iz Zlatoroga, potem Kion Moore je novi Američan, Žiga Fifold je prišel iz Slovana, Amar Ejup je sicer bil pri Tajfunu, vendar igrajo za mlajše selekcije. Potem
Kalik, Spicer, še en Američan in Milija Mikovič je črnogorski center številko 23. Drugi napad za Tajfun. Grant je organizator igre, v peterki še Sarajlija, pa Spicer, potem Mikovič in kot zadnji v peterki še Mur. Torej kar 4 tujci pri Tajfunu v začetni peterki in edini Slovenec Mirza Sarajlija. Napad Tajfuna se je iztekal, tako da je moral z velike razdalje poizkušati Milija Mikovič. Pri Domžalčanih v prvi peterki Simo Atanackovič, Đorđe Lelić, Tori Remekun, pa Američan Brandon Curry in številko 7 Čeh Tomaš Kizling. Curry z razdalje premočno, skok v napadu za Sima Atanackoviča, tudi on ni zadev, tako da ostaja pri rezultatu 0-0. Napad za Šentjurčane. Za Sarajlija je igral tudi v Euroligi, pri 17 letih je debitiral za člansko moštvo Uniona Olimpije. Brez osebne napake je bil tokrat blokiran Simo Atanackovič, tole pa bo prvi koš na tej tekmi. Zadev je zabijanjem Tori Remekun. Lani pri Rogaški 11,6 točke na tekmo, povprečje v državnem prvenstvu in kar 7,8 skoka. Za tega 25-letnega 205 cm visokega centra. Dolžan se vam še sodnike Milan Nedović, Marko Vučković in Goran Grbić. 2-2. Prvi koš na današnji tekmi tudi za košarkarja Tajfuna. Lelić, lepa podaja za Remekuna, nad njim pa osebna napaka. Dva prosta meta, bosta to za Corija Remekuna, ki prihaja iz ameriške zvezne države Teksas. Remekun prvič nenatančen, ostaja 2-2. Tori Remekun je zadev vsaj drugi prosti met, vse 3 točke za Domžalčane je prispeval Tori Remekun in Helios vodi s 3-2. Mikovič v prodoru, nad njim osebna napaka Sima Atanackoviča. Simo Atanackovič, 26-letni krilni center, lani tudi član B slovenske reprezentance, drugo sezono član Heliosa, s katerim je lani postal slovenski državni prvak. Grant, Spicer, blokiral ga je Komi Remekun, pa potem slaba podaja Remekuna. Sarajlija je ukradel žogo, Sarajlija meče za 3. Mirza Sarajlija za malenkost nenatančen. Atanackovič, Lelić. Za 3 točke je poizkušal Curry.
Na drugi strani Sarajlija. Mikovič na meji korakov za 3 točke je zadel Grant. Grant pri 5 točkah, vse točke za goste je prispeval prav Američan Malcolm Grant, 28-letni branilec, ki je po koncu študija na Univerzi Miami leta 2012 večino časa igral v Kanadi, bil pa je tudi v Avstraliji, pa na Cipru in na Švedskem. 4 minute so minile, majhno število košev zaenkrat, seveda ni pričakovati, da bodo ekipe v formi že v prvem krogu. Simo Atanacković pa je zadel prvo trojko za Domžalčane, ki ponovno vodijo 6-5. Mur, dobro v obrambi Simo Atanacković, Đorđe Lelić, slaba podaja Đorđeta Lelića. Kar veliko težav imajo košarkarji na obeh straneh z obvladovanjem žoge. Saj zaenkrat ne gledamo preveč kvalitetnega dvoboja. Mogoče smo malce več pričakovali od aktualnih državnih prvakov. Za Tajfun pa je jasno, glede na to, da imajo praktično same nove košarkare, razen 2, pa še novega trenerja, da bodo kar nekaj časa potrebovali, da ujamejo pravo formo, da se dobro uigrajo. Medtem ko so Domžalčani že pred kakšnim mesecem dni, ko je bil žreb za državno prvenstvo, napovedovali, da je njihova letošnja ekipa še močnejša od lanske. Lelić, lepa asistenca za Atanackovića. 5 točk Atanackovića, vendar tu lahko seveda glavne zasluge za tale koš pripišemo Leliću. Sarajlija z velike razdalje, čeprav je bilo do konca napada še 13 sekund. Potem pa skok v napadu za Spicerja, nad njim osebna napaka in Spicer bo imel 2 prosta meta. Menjava pri gostih v igro Thomas in Milošinović, iz igre pa Grant in Moore. Frederick Thomas, številko 1, je končal študij na Univerzi v Mississippi. Dejan Milošinović pa je lani igral za Rogaško. Spicer je zadel prvi prosti met, tudi drugega, sicer z nekaj sreče. 2 točki za Kalika Spicerja, ki je znižal na 8-7. Atanacković, domači trener Jakša Vulić, še vedno začetno peterko. Lelić, izbita žoga Kalika Spicerja, Domžalčani pa imajo samo še 3 sekunde časa za tale napad. Še pravočasno je vrgel Čeh Tomaš Kizling, 23-letni, nekdanji kadetski, mladinski in mladi češki reprezentant, ki je kar nekaj let preživel tudi v Španiji pri Estudiantesu, v mlajših selekcijah, zadnje 3 sezone pa je igral v italijanski drugi ligi za ekipo Treviglio. Lani recimo slabih 13 točk povprečje in slabih 5 skokov na tekmo. Napad so zapravili tudi košarkarji Tajfuna.
Manj kot 4 minute še do konca prve četrtine. Lelič, hiter met za 3 točke, malce ga je oviral Američan Thomas. Lelič ostaja brez dosežene točke. Jakša Vulić za vstop pripravlja kapetana Luko Vončino. Miković za 3 točke. Črnogorec Miković je zadel svoj prvi koš in to je tudi druga trojka Tajfuna, ki ponovno vodi. 5 zaporednih točk za Šentjurčane. V prodoru Curry, nad njim osebna napaka Milija Miković, tudi nekdanji črnogorski reprezentant do 20. leta. Igral na Evropskem prvenstvu leta 2014, kjer je bil celo drugi strelec prvenstva z dobrimi 18 točkami. Iz igre pri domačih Lelič v igro Vončina. Pri gostih iz igre Američan Spicer, na parketu pa Žiga Fifold, 22-letni center, ki sicer prihaja iz Novega Mesta. Lani član ljubljanskega Slovana. Tomaž Bolčina v igri in Jure Močnik, iz igre pa Kori Remekun in Brandon Curry. Tomaž Bolčina se po nekaj letih vrača nazaj v Domžale, kjer je igral nazadnje v sezoni 2011-2012. Takrat je tudi debitiral v Ligi ABA in to prav proti slovitemu izraelskemu Makabiju, kjer je takrat igral Sofo Skorcianitis. Kljub temu je Tomaž bil zelo hraber, ni se ustrašil Skorcianitisa, dosegel kar nekaj točk, potem pa je odšel za 3 sezone v Krko, s katero je bil 2-krat državni prvak in 2-krat pokalni zmagovalec. Tam je imel kar nekaj težav s poškodbo, lani je igral za Tajfun, tako da zdaj igra proti svoji lanski ekipi. 2 prosta meta za 23-letnega slovaškega branilca Tomaša Kizlinga. Kizling je izenačen na 10 proti 10. 3 proste mete je imel Kizling, se pravičujem, pa je zadev tretjega zgrešil. V prodoru Milija Miković ni zadev. Jure Močnik, nekdanji evropski prvak z mlado slovensko reprezentanco, praktično vso kariero član Heliosa, lepa asistenca Kizlinga do Tomaža Bolčine, ki je seveda brez težav zadev izpod koša, njegov prvi koš in Domžalčani ponovno vodijo. Osebna napaka Jure Močnik Moka. Jure Močnik le 4 sezone ni bil pri Heliosu, sicer pa vse skozi. Od leta 2010 do 2012 je igral za grški Peristeri, potem v sezoni 13-14 za Slovan in 14-15 za Portorož. Tole pa so bili po mnenju Marka Vučkoviča koraki. Še minuta in pol do konca prve četrtine. Napad za Helios organizira izkušeni 31-letni Jure Močnik. Vončina v prodoru. Nova osebna napaka. Žiga Fifold jo je napravil in kapetan Domžalčanov, 24-letni Luka Vončina, bo imel na voljo 2 prosta meta. Vončina
igra 4. sezono zapored za Domžalčane. Predtem je bil 2 sezoni član Škofje Loke, sicer nekdani mladi košarkar Uniona Olimpije. Vončina je zadel prvi prosti met, tudi drugega, njegovi prvi točki, 14-10, 6 zaporednih točk za Domžalčane, ki imajo zdaj najvišjo prednost na tekmi. Milašinović. V igri pri Tajfunu tudi Marin Držić, oziroma Ivan Držić, 33-letni Beograjčan, ki igra že 7. sezono zapored za Tajfun. Zaradi osebne napake ima zdaj 2 prosta meta Američan Keon Moore, prvega ni zadel. V drugo Moore natančen, 14-11, menjava pri Domžalčanih, iz igre Čeh Tomaš Kizling, na parket pa se vrača Đorđe Lelić. Presing Tajfuna, kar nekaj sekund je poteklo, vendar še vedno dovolj časa za napad Domžalčanov. Bolčina je tam lepo asistiral za Caseyja. Kyle Casey, prvi koš tudi zanj. To je nova najvišja prednost Domžalčanov, +5. Milašinović 1-1 proti Močniku zadeva. Prvi koš za Dejana Milašinovića. Spet presing Tajfuna. Še 6 sekund do konca prve četrtine. Močnik, Bolčina meče z razdalje, Bolčina premočno in končana je prva četrtina druge tekme slovenskega državnega prvenstva lige Nove KBM v Domžalah. Helios vodi proti Tajfunu 16-13. V hali Komunalnega centra pred nami druga četrtina druge tekme prvega kroga slovenskega košarkarskega državnega prvenstva lige Nova KBM. Dvoboj zadnjih 2 državnih prvakov, lanskega Heliosa pred lanskega Tajfuna iz Šentjurja. Domžalčani vodijo 16-13, ne preveč kvalitetna prva četrtina, v kateri so gostje dvakrat imeli 2 točki prednosti, Helios pa je največ vodil za 5 točk pri izidu 16-11. Pri domačih Simo Tanacković 5 točk, 3 Kori Remekun, po 2 pa Tomaš Kizling, Kyle Casey, Tomaš Bolčina in Luka Volčina. Pri gostih pa strelci Malcolm Grant 5 točk, 3 Milija Miković, 2 Dejan Milošinović in Američan Kalik Spicer, eno je prispeval Moore. Sicer pa Helios 38% med iz igre, Tajfun pa le
36. Obe ekipi sta 6-krat vrgli za črte. Helios je zadel 1 trojko, Tajfun 2. Skok domači dobivajo z 8-6. Po asistencah 7-2 za Domžalčane. Dva prosta meta ima Meščan v dresu Tajfuna Žiga Fifold. Nekdanji košarkar Grosuplja, Elektre. Nekaj časa je bil v sezoni 2014-2015 tudi pri Heliosu. Lani pa je pri Slovanu igral drugo ligo. Žiga Fifold je zadel en prosti met. To je bila njegova prva točka na tekmi. Bolčina do Bolčine. Bolčina do Močnika, Močnik za 3. Jure Močnik nikoli ni slovil kot nek dober strelec za 3 točke. Skok za Tomaža Bolčino, nad njim pa osebna napaka. Že takoj na začetku druge četrtine menjava pri gostih. V igro prihaja Milja Mikovič, iz igre pa Ivan Držič. Pri Domžalčanih v drugi četrtini Lelič, Močnik, Bončina, Bolčina in Casey. Pri gostih pa Fifold, Mikovič, Mur, Milašinovič in številko 1 Frederick Thomas. Oba prosta meta je Tomaž Bolčina zgrešil, toda Domžalčani so prišli do skoka v napadu. Ponovno Bolčina pod košem in nova osebna napaka. Tokrat jo je napravil svojo prvo Frederick Thomas. 23-letni, 195 cm visoki branilec. Prvo sezono igral v Evropi. Lani je končal študij na Univerzi Mississippi. Tomaž Bolčina, tudi nekdanji kadetski, mladinski in mladi slovenski reprezentant. Igral na Evropskem kadetskem prvenstvu skupine B leta 2010, na mladinskem Evropskem prvenstvu 2012, pa na Evropskih prvenstvih do 20. leta 2013 in 2014. Letos se je nekaj časa tudi pripravljal člansko reprezentanco za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Bolčina je zadel en prosti met, torej od 4 prostih metov je Tomaž zadel enega samega. Nova menjava pri gostih, Krešimir Bašič iz igro pošilja Fifolta. V igri pa Keon Moore, pa tudi Spicer na parketu. Milašinovič do Spicerja, Spicer meče prek Bolčine, ni zadev, najvišji v skoku pa Kyle Casey, 25-letni krilni košarkar, ki je za Helios igral že pred 2 letoma v sezoni 2014-2015. Takrat 12,6 točke povprečje v državnem prvenstvu ter 7,2 skoka na tekmo. Lani je igral v ameriški razvojni Development ligi. Košarkarske kvalitete Kyla Caseyja niso sporne, vendar kar pa se tiče življenja izven parketov, pa kroži seveda veliko zgodb, predvsem o njegovem nočnem življenju. Zdaj je združil moči pri Heliosu z nekdanjim soštudentom Brandonom Curryjem. Skupaj sta študirala na Univerzi Harvard in skupaj so ju ujeli pri goljufanju. Tako da sta bila oba za 1 leto suspendirana. Upajmo pa, da v Domžalah kakšnih podobnih vragolij ne bosta počela. Bončina, lep prodor Luke Bončine. 4 točke za kapetana Heliosa, ki je izenačil najvišjo prednost domačih.
Tretja minuta druge četrtine se je začela. Vončina je izkoristil padec po tleh Mirze Sarajlije, ki je zdaj pri žogi. Niković. Spicer, iztek napada. Gostujoči trener Krešimir Bašić, 7 minut 40 pred koncem prvega polčasa vzema prvo minuto odmora na današnji tekmi. Dve minuti in 20 sekund je poteklo v drugi četrtini tekme prvega kroga slovenskega državnega prvenstva lige Nove KBM med zadnjima dvema državnima prvakoma, Heliosom in Tajfunom iz Šentjurja. Domžalčani v oranžnih dresih so izenačili svojo najvišjo prednost na tekmi in imajo zdaj še napad. Močnik, Lelić, Casey, Vončina in Remekun je peterka Heliosa. Vončina, Casey, Močnik, Remekun, brez osebne napake, dobro v obrambi Frederick Thomas. Sarajlija v prodoru, Sarajlija. Spomnim se Mirze Sarajlije mislim, da je bil takrat 17 let, prav v tej dvorani je zablestel v Ligi ABA proti Heliosu v dresu Uniona Olimpije. Je bil na koncu celo najboljši strelec in igralec ljubljanske takrat evroligaške ekipe. Sarajlija je zadev oba prosta meta, to sta prvi dve točki za 25-letnega Ljubljančana. No, njegova kariera pa potem ni šla tako navzgor, kot smo pričakovali. Ni bil nekako na isti valovni dolžini s takratnim trenerjem Uniona Olimpije Juretom Zdovcem, tako da je Sarajlija odšel in igral eno sezono za Bosno, pa dve za Mornar. Potem se vrnil v Slovenijo, igral nekaj časa za Škofja Loko, pa za srbski Tamiš, nato 2 leti na Kosovem. Lani pa je Sarajlija igral za črnogorski Ulcin. Corey Remekun v prvo ni šlo, potem skok za tega 205 cm visokega centra iz Teksasa, nad njim pa osebna napaka. 2 prosta meta, Corey Remekun, prvič natančen, 4 točke za Remekuna. Lani, kot rečeno, član Rogaške, predtem je igral za Široki, pa v Grčiji za Neo Kifisio in predtem v Grčiji za Legon Rondor. Remekun je zadeval oba prosta meta, skupno 5 točk za Remekuna, takšna pa je tudi prednost Heliosa. Iz igre pri domačih Močnik in Vončina. V igri pa ponovno Tomaš Kizling. Lepa akcija in zabijanje z
za Spicerja. Prvi koš Spicerja iz igre, skupno je Spicer pri 4 točkah. Še enkrat lepa akcija, ki se je končala z zabijanjem. Casey. Kisling, ponovno Casey, še 6 sekund. Casey meče z razdalje, za malenkost ni zadev, potem pa je žogo ujel Keon Moore. Sarajlija proti Caseyju. Sarajlija je zadev svojega soigralca v nogo. Tam Marko Vučković ni bil prepričan, najprej je pokazal žogo za Tajfun in na to priznal svojo napako. Sarajlija je imel tule smolo, želel je podati svojemu soigralcu, a vmes zadev Spicerja v nogo, od noge pa je šla žoga v out. 5 minut in pol do konca prvega polčasa. Kisling, Remekun, Lelić gre podor, Lelić bo šel do konca, Lelić ni zadev, potem je Casey poskušal iz odboja, Casey med dvema košarkarjema. Kyle Casey je tule pokazal svojo izjemno moč. Po skoku v napadu še koš med dvema igralcema Tajfuna. Helios spet vodi za 5, za 3 točke pa tam ni zadev Keon Moore, na to osebna napaka Kyla Caseyja. To je bila še zadnja mala osebna napaka Heliosa, ki je tako izkoristil bonus. Nova menjava. Pri Tajfunu v igro je prišel Žiga Fifold, iz igre pa je odšel Črnogorec Milija Miković. Druga polovica druge četrtine se je začela. Napad strani za Šentjurčane. Grant. Fifold. Ponovno Grant. Grant. Nova osebna napaka za Caseyja. Njegova druga nespametna osebna napaka, kajti Grant ni bil v nevarnosti, da bi dosegel koš, in tako je Casey Grantu podaril 2 prosta meta. Zdaj Jakša Vulić Kyla Caseyja kliče iz igre, namesto njega na parketu Simo Atanacković. Pri Domžalčanih nobenega košarkarja z več kot 2 osebnima napakama, pri Tajfunu pa ima 3 osebne napake Američan Frederick Thomas. Grant je zadev prvi prosti met, 6 točkami prvi strelec Tajfuna. Tudi v drugo natančen Grant. 7 točk za Granta. Helios pa nikakor ne uspe priti do več kot 5 točk prednosti. Remekun, Kisling, zdaj Curry. Atanacković, Curry bo šel prodor, Curry podaja navzven. Lelić v lepem prodoru. Đorđe Lelić je dosegel svoj prvi koš. Domžalčani imajo ponovno 5 točk prednosti. Že 5-ič Domžalčani z vodstvom 5 točk. Sarajlija sam na trojki. Grdo je zgrešil Sarajlija. Trojke Tajfuna 2-7. Dokončno pa so Domžalčani prišli do višje prednosti. Od 5 točk proti napadu je Simo Atanacković dosegel svojo 7. točko, 7 pa je tudi prednost Heliosa in 4 minute 4 sekunde pred koncem, nova minuta odmora v Domžalah.
Na zaslonu trener Heliosa Jakša Vulić, tudi on iz Splita danes, torej spremljamo tudi dvoboj dveh splitskih trenerjev. Gleda je Jakša Vulić 6 let starejši od Krešimirja Bašića. Od lanskega decembra Jakša Vulić trener Heliosa, ki je končno uspešno zaključil 2 zaporedna napada, tako da imajo Domžalčani prvič na današnji tekmi 7 točk prednosti, točno 4 minute pa še do konca prvega polčasa. Grant postavlja Fifold. Grant je zamudil s podajo. Sarajlija v prodoru. Nad njim osebna napaka Đorđe Lelić. Lelić se sicer s to osebno napako ne strinja, vendar ostalo bo pri osebni napaki Đorđeta Lelića. Mirza Sarajlija zaenkrat pri 2 točkah, dvakrat natančen s črte prostih metov, tokrat uspešen pri drugo, skupno je pri 3 točkah, Helios pa vodi za 6. Lelić, hiter prodor Lelića, nad njim osebna napaka Mur, koš pa ni priznan. 2 prosta meta bo imel Đorđe Lelić. 26-letni krilni košarkar je v Slovenijo prišel leta 2009. 3 sezone je igral za Elektro. Nekako sploh ni imel namena zares igrati košarko, a je tako bolj za štos prišel na preizkušnjo k Elektri, ki je potem z njim kar podpisala pogodbo in kar 3 leta je ostal v Šoštanju. Đorđe Lelić, ki je zdaj zadel 2 prosta meta in je pri 4 točkah. Plus 8 pa je nova najvišja prednost ekipe Heliosa, za 3 točke je poskušal Fifold. Lelić je potem kasneje igral na Cipru za Limassol, pa se vrnil v Elektro, kjer je igral skoraj da sezono in pol. Koš za Domžalčane, uspešen Curry, prvi koš za Curryja, tako da imajo Domžalčani prvič na tekmi dvomestno prednost, nič več, kajti svojo drugo trojko je zadel Malcolm Grant. Grant pa je prvi košarkar na tekmi z dvomestnim številom točk. 10 točk od 24 je za Tajfun prispeval Grant. Lelić, lepa asistenca, lepo je tam utekel Simo Atanacković, nad njim pa osebna napaka Kalika Spicerja. Iz igre odhaja Dion Moore, ki ima 3 osebne napake, tako kot Frederick Thomas. 2 prosta meta pa Simo Atanacković. Že 8. točka Atanackovića. Lani je imel v državnem prvenstvu povprečje 7,7. Zdaj pa je že pri 9 točkah. Takšna pa je tudi prednost Heliosa. Grant. Fifold meče prekratko, žoga pri Atanackoviću. Brandon Curry podaja do Remekuna, ki je dobil blokado strani Kalika Spicerja. Grant, lep prodor Granta, ki, če bi zadev, bi bili točki priznani. Očitno je Malcolm Grant najboljša ukrepitev Tajfuna, vsaj kar se tiče igre v prvem polčasu. Grant že pri 10 točkah in na voljo bo imel 2 prosta meta.
Njegova 11. točka. Ja, Grant je tudi izkušen, 28 let ima. Le Ivan Držić je in Milan Sebić, le te dva sta starejša od njega. 33 proti 25. V drugo Grant ni zadev. Zadnji 2 minuti. Izgubljena žoga Heliosa. Četrta. Tajfun je izgubil 7 žog. V igro prihaja Ivan Držić, iz igre pa Američan Spicer. Milašinović, Držić, Sarajlija. Grant. Za 3 točke Držić, premočno. Na to pa je bil Miković prepočasen. Minuta 23 pred koncem prvega polčasa. Prva minuta odmora na današnji tekmi tudi za domačega trenerja Jakšo Vulića. Minuta 23 do konca prvega polčasa tekme prvega kroga lige Nova KBM. V dvoboju zadnjih dveh slovenskih državnih prvakov Helios po pričakovanju vodi proti Tajfunu 33 proti 25. Sicer obe ekipi še nista v pravi strelski formi, kar je seveda povsem pričakovano. Helios 35% met, Tajfun pa 30%. Zdaj Šentjurčani s consko obrambo. Sam na trojki Čeh Tomaš Kizling, ki je kaznoval consko obrambo Tajfuna. To je šele druga trojka Heliosa v 9. poizkusu. Plus 11, nova najvišja prednost Domžalčanov. Poizkušal je vrniti Ivan Držić. Tajfun meče trojke 3-12, 25%. Sarajlija za 3 iz težkega položaja, pa nad njim osebna napaka pri metu za 3 točke Čeha Tomaša Kizlinka. Mir za Sarajlija, bojmo na voljo 3 proste mete. Pred 2 letoma je bil na Kosovu tudi pokalni in državni prvak. Sarajlija v prvo natančen, tudi v drugo. Še en prosti met, 32 sekund do konca prvega polčasa. Trikrat je Sarajlija zadev brez kosti, kot temu pravimo. S 6 točkami je zdaj drugi strelec Tajfuna. Ta zaostaja za 8. Lepa asistenca Kizlinga do Atanackovića, ki je z 11 točkami postal prvi Domžalčan s dvomestnim številom točk. Sarajlija meče za 3. Ni šlo, še 4 sekunde, Curry, pa Kizling v zadnji sekundi, trojka z velike razdalje, ni zadev. Konec prvega polčasa, Helios vodi za 10, 38-28.
V drugi tekmi prvega kroga lige Nova KBM v dvoboju zadnjih dveh državnih prvakov. Helios po pričakovanju doma boljši od Tajfuna 38-28. Drugo četrtino so Domžalčani dobili z 22-15. Najvišja prednost domačih je bila +11. Najboljši strelci Simo Tanacković 11 točk pri Heliosu, potem pa 5 Corey Remekun, 4 Luka Vončina, Kyle Casey, Tomaš Kizling in Đorđe Lelić. Pri gostih pa prav tako najboljši strelec 11 točk in sicer Američan Malcolm Grant, potem Mirza Sarajlija 6, potem pa Kalik Spicer 4 točke. Kar se tiče statistike, obe ekipi ne preveč uspešni, sploh Tajfun le 27% iz igre, Helios 39%. Trojke sta obe ekipi metali slabo, Helios 2-10-20%, medtem ko Tajfun 3-14-21%. Za 2 točki Helios 48, Tajfun 38%, skok dobiva Helios 24-13, Corey Remekun 7 skokov, 6 Kyle Casey, v asistencah 13-5 za Helios, v izgubljenih žogah pa Helios 4, 7 pa Tajfun. To so bili na hitro statistični podatki. Približno 10 minut predaha, na to pa se sliko vrnemo v halo komunalnega centra.
Drage gledalke, spoštovani ljubitelji košarke, še enkrat dober večer in lepo pozdravljeni iz domžalske hale komunalnega centra, kjer čakamo na začetek drugega polčasa tekme prvega kroga slovenskega košarkarskega državnega prvenstva lige Nova KBN med zadnjima dvema državnima prvakoma, Heliosom in Tajfunom iz Šentjurja. Po prvih 20 minutah Helios Suns vodijo 38-28, večji del prvega polčasa so bili Domžalčani seveda boljši, sploh pa v zaključku druge četrtine, ko so povedli za 11 točk, po prvih 20 minutah pa vodijo za 10. Simo Atanacković 11 točk pri domačih, 5 Corey Remekun, ki je bil tudi najboljši skakalec s 7 skoki, pri gostih pa odličen Američan Grant z 11 točkami, Mirza Sarajlija jih je prispeval 6. Še kratek oglas in drugi polčas se bo začel. Jakša Vulić je poslal naslednjo peterko v tretji četrtini. Curry, Lelić, Bolčina, Atanacković in Čeh Kizling. Pri gostih pa Grant, Miković, Sarajlija, Moore in kot zadnji še Spicer. Tomaž Bolčina, povratnik v Domžale, po 4 letih je zadev izpod koša, 5. njegova točka, nova najvišja prednost za Helios, plus 12. Grant, najboljši strelec, Grant je moral metati v zadnji sekundi, je zadev trojko. Njegova tretja trojka na današnji tekmi, Grant je že pri 14 točkah. Sicer je to četrta trojka Tajfuna v 15. poizkusu, Helios je zadev 2 v 10 poizkusih. Eno je dal Kizling, eno Atanacković, pri Tajfunu pa 3 Grant, eno pa Milija Miković. Lelić je napravil korake, še enkrat sodniška trojka, Milan Nedović, Marko Vučković in Goran Grbić. Delegat Aleš Kamnikar. Nov napad za Šentjurčane. Grant, Miković z asistenco do Spicerja, nad njim osebna napaka. 2 prosta meta za Spicerja, osebna napaka pa za Čeha Tomaša Kizlinka. Kalik Spicer je 22-letni center, prihaja iz Detroita. Letos je doštudiral na univerzi Kent State, prvič torej v Evropi. Zgrešil 2 prosta meta, pa potem prišel do odbite žoge, pa nova osebna napaka, tokrat jo je napravil Simo Atanacković, ki je zdaj drugi košarkar po Kizlinku pri Heliosu, ki ima 3 osebne napake. Pri gostih imata Thomas in Moore 3 osebne napake. Slabo izvajanje prostih metov, vse 3 je zgrešil Spicer. Zanimivo, v prvem polčasu pa je oba prosta meta Spicer zadev. Tokrat v drugo natančen,
pri 5 točkah Spicer. Iz igre pri Heliosu Simo Atanacković zaradi 3 osebnih napak. Bolčina proti Spicerju. Kizling. Kyle Casey z razdalje. Za 2 točke je zadev Kyle Casey. 6 točke za Kyla Caseyja. Spet Domžalčani z dvomestno prednostjo. Sarajlija. Granta. Slaba podaja Granta, ukradena žoga Leliča, ki ne bo imel nobenih težav. Đorđe Lelić, 6 točk za Leliča. Helios je prišel do izenačenja najvišje prednosti. Jezi se novi trener Tajfuna, 40-letni Spličan Krešimir Bašić. No, Mirza Sarajlija pa je končno zadev iz igre. V prvem polčasu nič 4 njegov met iz igre. V prodoru vrača Američan Brandon Curry, 5 njegovih točk. Sarajlija s podajo navzven, na trojki je Miković, premočno, najvišji v skoku Tomaš Kizling. Curry, dobro se je znašel, sicer bi dobil blokado, časa za Helios pa še dovolj. Bolčina, lep pick and roll, igra 2 na 2, Tomaž Bolčina pri 7 točkah, Helios pa prvič na tekmi vodi za 14 točk. Jasno je bilo, da je Helios velik favorit v tem dvoboju. Padel je Đorđe Lelić, tu bi lahko tudi Mur dobil osebno napako v napadu. Iz igre Tomaš Kizling, ki ima 3 osebne napake. Menjava pri Tajfunu, iz igre njihov najboljši košarkar, Američan Malcolm Grant, nekaj predaha strani Krešimirja Bašića, novega trenerja Tajfuna. Verjamemo, da bo Grant kmalu nazaj na parketu. Sarajlija proti Bončini. Sarajlija za 3 točke prekratko. No, potem pa skok v napadu za Spicerja. Spicer pri 7 točkah in 7 skokih. Skok sicer Helios dobiva 24 proti 14. Oziroma zdaj 26-14. Jakša Vulić na vaših zaslonih. Nekdanji trener Zagreba, Širokega in Cedevite, pa tudi hrvaški selektor mladinski. Vodil je reprezentanco na Evropskem prvenstvu 2011, osvojil 8. mesto, vrhunec pa na Evropskem prvenstvu leta 2012, ko so Hrvati postali evropski prvaki na čelu z najboljšim košarkarjem prvenstva Darijem Šarićem, ki bo kmalu debitiral v ligi NBA pri Philadelphia 76ers. Sarajlija, Spicerju je žoga ušla, to je bila zdaj že 9. izgubljena žoga Tajfuna. Brandon Curry. Z velike razdalje Lelić trojka. Prva trojka za Đorđeta Lelića, skupno 3. trojka Heliosa
ki ima novo najvišjo prednost na tekmi, plus 15. Druga polovica tretje četrtine se je začela. Remekon in Močnik se pripravljata za vstop v igro. Tajfun je želel vrniti s trojko, toda Dejan Milošinović ni bil natančen. Minuta odmora v hali Komunalnega centra. 4 minute 38 pred koncem tretje četrtine pri vodstvu Heliosa. 51-36. Po dobri polovici igre v tretji četrtini tekme prvega kroga lige Nova KBM med Heliosom in Tajfunom. Nič novega, Helios je še povišal svojo prednost in vodi za 15, kar je najvišja prednost aktualnih državnih prvakov. Pri Heliosu v igri Remekon in Močnik. Milošinović dobro se je znašel, želel je metati, potem pa v zadnjem trenutku podaja za Milijo Mikovića. 5. točka za tega črnogorskega centra. Kyle Casey za 2. 8. točka povratnika v domžalski Helios. Izjemno močan je ta krilni košarkar. Sarajlija, Spicer, osebna napaka, Corey Remekun, obramba z roko, toda na srečo Domžalčanov je bila to mala osebna napaka, še zadnja. Helios je zdaj izkoristil bonus. Zdaj pa bo Jakša Vulić dal priložnost novemu košarkarju, 18-letnemu mladincu Aljažu Bratcu. Gre za do letošnje sezone košarkarja mladinskih vrst Heliosa. Tudi kadetski in mladinski slovenski reprezentant, 18 let 191 cm, Aljaž Bratec. Debitira torej v prvi slovenski ligi. Jure Močnik v skoku za odbito žogo. Kyle Casey nazaj do Močnika. Vončina! Pa Casey! Eliup, izjemno lepa akcija Heliosa, najlepša na današnji tekmi. In to je nova najvišja prednost branilcev državnega prvaka. Plus 17 vodstvo za Heliosa. Sarajlija za 3, ne gre in ne gre. Na drugi strani pa že Vončina. Luka Vončina pri 6 točkah, 57-38, plus 19, nova najvišja prednost Heliosa. Spicer! Še ena fantastična akcija, tokrat na strani Tajfuna. Spicer z izjemnim zabijanjem prihaja do svoje 9. točke, zdaj je drugi strelec, na drugi strani pa Kyle Casey. Z 12 točkami je zdaj prvi strelec pri Heliosu. Obe ekipi sta se v tretji četrtini razigrali. Spicer, Sarajlija, Milošinović enkrat
skok za Korija Remekuna. Na drugi strani Močnik, Remekun ne meče z razdalje. Aljaž Bratec podaja do Caseyja, Casey tokrat ni zadev, Remekun skače, Spicer je bil tokrat spretnejši. Milašinović za 2, ni šlo, skok za Močnika, zadnji 2 minuti v tretji četrtini. Izkušeno zaustavlja proti napad Jure Močnik. Bratec za 3 točke, trojka. Aljaž Bratec na svoji prvi tekmi, v svojem prvem metu zadeva trojko. Fantastičen debi Aljaža Bratca, ki je prinesel novo najvišjo prednost Heliosa plus 22. To je bila zdaj četrta trojka Heliosa v 13. poizkusu. Tudi Tajfun je zadev 4 trojke, vendar je zato potreboval kar 20 poizkusov. Nov napad za Domžalčane. Osebna napaka Milašinović. To je šele tretja osebna napaka košarkarjev Tajfuna, ki imajo na voljo še eno malo osebno napako. Zdaj bo Jakša Vulić v igro poslal še Urbana Gorjanca. Tudi on prvič danes na parketu. Košarkar, ki je pred leti imel na Daljnem vzhodu težko operacijo srca. Gorjanc ni zadev, skok v napadu, pa nad njim osebna napaka. Urban je za Helios igral v sezoni 2011-2012, potem pa zaradi operacije 2 leti ni igral, se vrnil, igral za Litijo in zdaj drugo sezono pri Heliosu. Nekdanji mladi slovenski reprezentant, 24-letni, 213 cm visoki center. Urban tudi v drugo ni zadev. Ostaja 22 točk prednosti za Helios na začetku zadnje minute tretje četrtine. Milašinović organizira napad Tajfuna. Fifol. Milašinović v prodoru, Milašinović podaja navzven, Tomas, pa zdaj Sarajlija, brez osebne napake. Milašinović lepo se je dvignil in zadev. 4 točke za Dejana Milašinovića. Razlika med obema urama, dobra sekunda. Domžalčani bodo verjetno metali v zadnji sekundi, v tem primeru bo za Tajfun zmanjkalo časa. Bratec iztek napada. Sekunda in desetinka časa bodo imeli košarkarji Tajfuna. Glavni sodnik Milan Nedović pri zapisnikarski mizi. Ali bo povečal čas za zadnji napad Tajfuna. 1,9 sekunde do konca. Časa dovolj za met. Sarajlija težko bo zadev prek Gorjanca. Končana je tretja četrtina, ki so jo Domžalčani dobili 24-14, skupno vodijo za 20.
nekoliko se vračamo v halo komunalnega centra v Domžale, kjer Helios po 3 četrtinah tekme prvega kroga slovenskega košarkarskega državnega prvenstva lige Nova KBM proti Tajfunu vodi 62-42. Domžalčani so se razigrali v tretji četrtini, kar 24 točk so dali, Tajfun 14 in tekma je teoretično sicer ne, praktično pa že odločena. Helios je kvalitetnejša ekipa in zaenkrat to tudi brez težav dokazuje, tako da si je lahko domači trener Jakša Vulić privoščil, da je v igro poslal tudi 18-letnega mladinca Aljaža Bratca, ki je v svojem prvem poizkusu zadel trojko, skupno četrto za Helios. Prvi napad so v zadnji četrtini gostje izkoristili. Žiga Fifold je dosegel svoj prvi koš iz igre na današnji tekmi. Helios je ob koncu tretje četrtine imel najvišjo prednost na tekmi plus 22. Aljaž Bratec, težak met, vendar moral je metati, 2 sekundi sta bili do konca napada. Helios ima 51% met iz igre, po 3 četrtinah Tajfun 32. Skok Domžalčani dobivajo kar z 32-18, 8 skokov Corey Remekun, 7 pa Kyle Casey. V asistencah kar 27 za Domžalčane, Mirza Sarajlija pa ne more zadeti. Njegov met iz igre danes je 1-10, torej 10%. Pa osebna napaka za Mirzo Sarajlijo, njegova prva na današnji tekmi. Met za 3 točke Mirze je 0-7, skupno 4-21 Tajfuna, 4-13 pa Heliosa. Prosti meti Helios 12-20, Tajfun 14-21. Izgubljene žoge Helios 7, Tajfun 9. Najboljši strelci pri Heliosu 12 Kyle Casey, ima še 7 skokov, 11 točk Simo Atanacković, 9 Đorđe Lelić. Pri gostih pa 14 Američan Malcolm Grant, 9 Kalik Spicer, ki ima še 7 skokov, 8 Sarajlija, ki pa je zadev 6 prostih metov in en koš za 2 točki iz igre. Točnik. Še 2 sekundi časa za napad Domžalčanov. 8 minut 23 pred koncem tekme. Minuta odmora v hali komunalnega centra. Osem minut 23 pred koncem dvoboja zadnjih 2 državnih prvakov, Helios Suns in Tajfuna iz Šentjurja. Minuta odmora za domačega trenerja Jakšo Vulića, kljub temu, da Domžalčani vodijo za 20 točk. Zdaj pa imajo le še 2 sekundi za napad in to je bila izjemno dobro naštudirana akcija, ko je zaključil Kyle Casey s 14 točkami, prvi strelec
pri Domžalčanih, nad njim še osebna napaka. Helios je izenačil najvišje vodstvo na tekmi. Kyle Casey je zdaj s 15 točkami prvi strelec tekme. Helios pa ima novo najvišjo prednost. 23 točk prednosti za Domžalčane, ki niso kar tako že pred kakšnim mesecem dni na novinarski konferenci po žrebu napovedovali, da imajo letos še močnejšo ekipo kot lani, ne glede na to, da jih je zapustil MVP finala, in sicer Hrvat Marjan Čakarun. Spicer, nad njim osebna napaka Kyle Casey. Casey ima 3 osebne napake. Tudi Atanacković in Čeh Kizling s 3 osebnimi napakami. Pri gostih pa ima Američan Moore 4, 3 pa Thomas, Spicer in Miković. Sarajlija, Milašinović za 2. Ni šlo. Pri žogi pa na koncu Urban Gorjanc, ki je takoj podal izkušenemu 31-letnemu Juretu Močniku, ki je letos najstarejši košarkar pri Heliosu. Jure Močnik pa je zdaj tudi dosegel svoj prvi koš na današnji tekmi. To pa je nova najvišja prednost za Domžalčane, plus 25. Sarajlija. Tesno Domžalčani pokrivajo Mirzo Sarajlijo, ki ne pride do izraza. Pa zdaj še slaba podaja 25-letnega Ljubljančana, ki se je, kot kaže, tudi poškodoval. Kaže, da želi zamenjavo. Gorjanc do Kyla Caseyja. Kyle Casey 17 točk. Serija Heliosa se nadaljuje, plus 27. Seveda je moral reagirati gostujoči trener Krešimir Bašić, ki je 6 minut 57 do konca vzel minuto odmora. Slabih 7 minut do konca tekme, ki je nažalost predvsem za Tajfun že odločena. Domači Helios Suns, aktualni državni prvaki, vodijo z novo najvišjo prednostjo, plus 27. 7 točk zapored so dala Sonca iz Domžal, ki tako vodijo z 71-44. Napad za Tajfun, osebna napaka Jure Močnik, njegova druga. To je tretja osebna napaka Heliosa v zadnji četrtini, še eno malo osebno napako lahko napravijo Domžalčani. Domžalčani bodo letos igrali na 3 frontah, še v pokalu Alpe Adria. Ta pokal so lani tudi osvojili, v finalu boljši od Zlatoroga, igrali pa bodo tudi v novi Fibini ligi prvakov. Moore, Spicer, koraki Spicerja. Pravilna sodniška odločitev Marka Vučkoviča, tu smo lahko videli koraki za
Kalika Spicerja, ki sicer danes igra zelo dobro, 9 točk in 7 skokov. Blizu dvojnega dvojčka je Spicer. Vončina. Lepa akcija, pick and roll, asistenca do Urbana Gorjanca. Za Gorjanca prvi točki na današnji tekmi. Nova najvišja prednost plus 29, delni izid 9-0 za Domžalčane. Spicer, tokrat pa je zadel. Spicer pri 11 točkah, v igri pri Heliosu še en mladinec, 18-letni Matic Vesel. Nekdanji kadetski in aktualni mladinski reprezentant. Lani je odigral 5 tekem v državnem prvenstvu. Tomas. Osebna napaka, prav Matica Vesela. Ker so Domžalčani že izkoristili bonus, bosta to dva prosta meta. Pri gostih iz igre Tomas, prvič danes pri Tajfunu v igri 22-letni Matic Maček. Košarkar, ki je v Tajfun prišel iz Zlatoroga. Žiga Fifold je zadev prvi prosti met, drugega ne, pri 4 točkah je. Žoga bo za Tajfun, ki ima nov napad. V prodoru Maček neuspešen. Luka Vončina bo šel do konca in Vončina je zadel. 8. točka domžalskega kapetana. Tam Krešimir Bašič kaže, imamo še 2 mali osebni napaki. Zaustavimo z udarcem po roki. Mur, Močnik z osebno napako. 2 prosta meta za Kiona Mura. Mur v prvo uspešen, tole je šele njegova druga točka. Dvakrat natančen. Kion Mur, 75-49, druga polovica zadnje četrtine se je začela. Močnik, izjemna blokada, zdaj Kalika Spicerja. Potem je Spicer poizkušal iz odboja žogo zabiti. Tam pa je očitno prišlo do poškodbe gležnja na levi nogi Jureta Močnika. Zato so sodniki prekinili dvoboj. Menjava pri gostih iz igre Žiga Fifold. 4 točke danes. Tole pa ne izgleda najbolje. Jure ne more stopiti, zato ga na klop za rezervne košarkarje nosi kapetan Luka Vončina. Smola za Jureta Močnika. Zdaj 2 mladinca in Urban Gorjanc v postavi Heliosa. Vončina, Curry. Curry do Vončine. Od Mura žoga v out. Še 7 sekund za napad Domžalčanov. Vončina bo verjetno
sam odigral tole, Vončina, lepa finta za 3 točke. Prva trojka tudi za kapetana, ki je pri 11 točkah. Tretji košarkar Heliosa z dvomestnim številom točk. To je izenačena najvišja prednost Heliosa, plus 29. Domžalčani ne popuščajo kljub temu, da sta v igri dva mladinca. Letos sploh, če bodo proti slabšim ekipam Domžalčani tako visoko zmagali, lahko Aljaž Bratec in Matic Vesel pričakujeta veliko priložnosti, pa tudi Urban Oman. Še en mladi 17-letni košarkar. Prvič Spicer uspešen, potem pa je napravil prestop, prehitro je šel za vzbito žogo Spicer, ki je z 12 točkami drugi strelec Tajfuna. 3 minute 40 še do konca tekme. Domžalčani bodo začeli novo sezono tako, kot so končali staro, in sicer zmago. Lani so dobili 2 tekmi zapored v finalu proti Zlatorogu, na koncu slavili s 3-1 v zmagah. Drugi naslov za Domžalčane, prvega so osvojili leta 2007, ko so bili pod taktirkom Emija Bečiroviča tudi pokalni prvaki. Vončina. Vončina. Curry meče za 3, trojka tudi Curryja. Prva trojka tudi za Brandona Curryja, ki je pri 8 točkah. To je zdaj nova najvišja prednost Heliosa, ki ne popušča, plus 31. Zadnje 3 minute. Curry, Vesel, Gorjanc za 2, Gorjanc je zadev. Urban Gorjanc je pri 4 točkah, nova najvišja prednost Heliosa, plus 33. Tajfun je povsem razbit. Grant, Spicer med dvema košarkarjema, robustni Spicer, osebna napaka, celo med 3 košarkarji, menja pri domačih iz igre kapetan Luka Vončina, 11 točk, dobra predstava domačega kapetana, v igro prihaja Čeh Tomaš Kizling. Spicer počasi nabira točke, že pri 13 je. In to je njegova 14. Izenačil se je z Američanom Grantom. Povsem je popustil Malcolm Grant, v drugem polčasu ena sama trojka. Še 2 minuti 14 do konca. Še zadnja mala osebna napaka Tajfuna, pri katerem bo v igro prišel Dejan Milašinović. Osebna napaka Gorjanca v napadu, premikanje v bloku in to bo žoga strani za Tajfun. Milašinović pa menja v drugem polčasu nerazpoloženega ali pa mogoče tudi že utrujenega Malcolma Granta, ki je bil v prvih 3 četrtinah 14 točkami daleč najboljši pri Tajfunu. Maček. Miković v prodoru, Gorjanc v skoku. Curry. Zadnji 2 minuti tekme. Gorjanc proti Spicerju. Gorjanc z levo roko, lepa hrbtna tehnika Urbana Gorjanca. 6 točk Urbana, 85-52. Koš Tajfuna priznan.
Gorjanc pa je dobil osebno napako. Spicer je zdaj 16 točkami prvi strelec pri Tajfunu. Kar 7 točk je dal v zadnji četrtini, na voljo pa ima še dodaten prosti met. Ni ga zadev v skoku najvišji Matic Vesel. Helios zanesljivo dobiva skok z 39-23. Brandon Curry. Curry za Vesela. Dobro ga je tam oviral Spicer, ki je hitro stekel proti napad. Maček je poizkušal z atraktivno podajo iz hrbta do Spicerja, na koncu vseeno žoga za Tajfun. Kaj je tule želel Maček? Nova izgubljena žoga, 13. Tajfuna na začetku zadnje minute tekme. Lahko rečemo, Domžalčani so pod taktirko izkušenega Jakše Vulića zelo dobro delali v pripravljalnem obdobju. Sestavili so močno ekipo, kar so tudi napovedovali, in če bodo letos državni prvaki, to ne bo takšno presenečenje kot v lanski sezoni. Maček ni zadev, potem je iz odboja poizkušal še Milija Mikovič. Domžalčani pa žogo lahko držijo do konca tekme. Verjetno tudi ne bodo več metali na koš. Krešimir Bašić je čestital svojemu sokrajanu Jakši Vuliću za zmago Heliosa 85-54. V hali Komunalnega centra visoka zmaga v dvoboju zadnjih dveh državnih prvakov. Helios visoko boljši od Tajfuna 85-54. Čeprav na začetku tekme ni kazalo, kajti dolgo časa je bila nekje razlika med 3 in 5 točkami, no v drugem polčasu pa so bili Domžalčani za 2 razreda boljši in upravičili so vlogo favorita v današnji tekmi. Za gostujočega trenerja Krešimirja Bašića pa veliko dela pri uigravanju povsem novega moštva, ima namreč samo 2 košarkarja iz lanske ekipe. Helios pa je kar zadev, lahko rečemo, z povratnikom Caseyjem, tudi Remekun, sicer 5 točk, vendar odlično je skakal Corey Remekun z 8 skoki, prvi skakalec. Kyle Casey 17 točk, 7 skokov, po 11 jih prispevala kapetan Luka Volčina in Simo Atanacković, 9 Đorđe Lelić, 8 pa Brandon Curry. Pri gostih 2 košarkarja, ki sta odstopala, in sicer Kalik Spicer 16 točk, 10 skokov, dvojni dvojček, in pa Grant 14 točk, vendar v drugem polčasu je dosegal samo 3. Sarajlija pa tretji strelec z 8 točkami, vendar slabim metom iz igre 1-10. Skupno Helios 53% met iz igre, Tajfun le 31. Za 2 točki Helios 58%, Tajfun 41. Trojke Heliosa 6-15-40%, Tajfun 4-21, le 19%. Skok pa je Helios prepričljivo dobil 41-26, asistence kar 25-11. Tajfun je izgubil 13 žog, Helios 8, torej vsi statistični podatki
visoko na strani aktualnih državnih prvakov. Tako, to pa je tudi vse iz Domžal. Hvala lepa za vašo pozornost. Od vas se postavljam Robert Kukovica in vas vabim, da ostanete na programih Šport TV-a.